Slovenija in Hrvaška se zelo dolgo nista mogli uskladiti, kje bo potekala meja med državama. Zato sta leta 2009 zaprosili posebno sodišče, to je arbitražno sodišče, da jima pomaga. To je pretehtalo argumente tako Slovenije kot tudi Hrvaške. Junija letos smo izvedeli, kako so se sodniki odločili, a Hrvaška odločitve ne prizna, saj pravi, da Slovenija med postopkom ni ravnala po pravilih. Kljub temu pa slovenska vlada pripravlja vse potrebno, da se meja na novo določi, tudi 48 zemljevidov. To pomeni, da bodo potem, ko bo vse urejeno, novi zemljevidi Slovenije tudi v šolskih učbenikih. Na prvi pogled zemljevid Slovenije ni zelo spremenjen, razen na morju. Arbitražno sodišče je odločilo, da Sloveniji pripada 81% Piranskega zaliva. Prav tako ima Slovenija poseben koridor prek hrvaških vod do odprtega morja. Druga sprememba je meja na reki Dragonji. Meja zdaj poteka po sredini reke, tako tudi zdaj na drugi strani meje živijo nekateri slovenski državljani. Zemljišče na vzhodu Snežnika naj bi bilo zdaj na slovenski strani. V Metliki je na hrvaški strani meje ostalo več družin. Trdino vrh pripada Hrvaški, a oddajnik na njem je del Slovenije. V vasi Razkrižje je več kot 30 slovenskih državljanov ostalo na Hrvaškem. Vas Mirišče pa je na slovenski strani meje. Arbitražno sodišče je odločilo, da se njegova odločitev začne izvajati v pol leta, to je do konca leta 2017. A da bi mejo določili tudi v naravi in postavili mejnike, morata Slovenija in Hrvaška sodelovati. Takšna so pravila. Lahko se tudi še dogovorita, da bo meja kje potekala bolj življenjsko, recimo tam, kjer državna meja teče čez dvorišče. Vendar Hrvaška pravi, da odločitev sodišča ni veljavna in da je ne bo spoštovala. Se pa pripravljena o meji povsem na novo pogajati. Slovenska vlada pa želi spoštovati arbitražni dogovor. Prav tako se je odločila, da bo slovenskim državljanom, ki zaradi na novo določene meje zdaj živijo na Hrvaškem, pomagala tako, da bodo imeli podobne pravice, kot če bi živeli v Sloveniji. Prav tako bo z denarjem pomagala tistim, ki se želijo preseliti na območje Slovenije.